Evo, pa smo. Zdaj bomo kar začeli, da ne bomo potem predolgi. Najprej vsem skupaj lep pozdrav vsem predstavnikom klubom, kapetanov, igralkam, trenerjem in seveda tudi novinarjem. Tokrat smo se zbrali na malo drugačen način, že navadi koronski. Upam, da boste mediji prejeli dovolj informacij, da boste lahko še naprej kvalitetno poročali o Športklub prvi odbojkarski ligi in seveda o klubih. Sprememb je veliko, obeta se nam močno prvenstvo in bi za začetek morda dala besedo kar Gregorju Humerci, da bo malo povedal, kaj nas vse čaka v letošnji sezoni. Hvala, Ana. Lep pozdrav vsem. Upam, da se slišimo. Nekako vsi skupaj smo se znašli v neki novi realnosti, na katero se bomo mogli pač vsi skupaj prilagoditi. Jaz verjamem, da bo z nekaj odrekanja dobre volje, tudi neke strpnosti, predvsem pa dobre komunikacije nam uspeli prebroditi letošnjo sezono. Zdaj, za to sezono smo pripravili kar nekaj novosti, nadaljujemo sodelovanje z Sportklubom. Na TV Sportklub bo kar nekaj tekem letošnjega prvenstva, seveda se bo to določilo tekom prvenstva, katere tekme bodo izbrale. Nova platforma, ki je pa zdaj že postavljena na spletni strani Odbojkarske zveze, pa bo seveda omogočala tudi vpogled in spremljanje letošnje lige. Opremljena bo z vsemi podatki glede same statistike, najboljših igralcev, kroga, tekočo lestvico in tako naprej. Preko te platforme bo možno spremljati praktično vse tekme live stream, seveda v prvi ligi, prvi A ligi. Kot pa vam je seveda že poznano, pa letos tudi konec koncev nov tekmovalni sistem z 8 ekipami v prvi A ligi in pa trokrožnim sistemom, ter seveda končnico. Mi smo prilagodili tudi na nek način pravilnike, se pravi, pravilniki omogočajo, da v danih razmerah ali pa v nekih razmerah, v katerih smo se znašli letos marca, lahko predsedstvo pač odloči tako ali drugače. Skratka, kot sem že v štartu rekel, predvsem bo potrebno veliko neke strpnosti in pa sodelovanja. Računamo seveda tudi, moramo biti realni, da bo kar nekaj prestavitev tekem, koliko se bo nadaljevala ta kriza, ampak upam, da smo vsi pripravljeni na to in da bomo na koncu vsi zadovoljni, ko bo prvenstvo zaključeno. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Zdaj začeli bi kar z novinci v prvoligaški konkurenci, s Krimom, s trenerjem Jožetom Časarjem. Jože, Ljubljana ima po nekaj sezonah spet prvoligaško ekipo v ženski konkurenci. V minuli sezoni ste nastopali v prvi B ligi, imate mlado ekipo. Kako težek bo ta kakovostni preskok za vaše igralke in na kakšni ravni boste morali igrati, da boste ohranili ta prvoligaški status? Pa mogoče še, kako ste sicer zadovoljni s pripravljalnim obdobjem? Začnem kar nazaj. S pripravljalnim obdobjem smo zelo zadovoljni. Priprave so krajše, kot ponovadi se liga to hitro začne, ampak počasi dvigujemo svoj nivo pripravljenosti in na trening tekmah smo videli, da je ta preskok kar velik iz prve B v prvo A, da se vse ekipe krepijo, nekatere s tujkami, nekatere z domačimi igralkami, tako da smo, mislim, da kar prvi favoriti za boj za obstanek letos. Ekipa je zelo mlada, okrepili smo se z nekaj mladimi, nadarjenimi igralkami. Zdaj v Kosti je okrog letnika 2000 in mlajše, tako da gradimo na dolgi rok. Poskušali bomo postati stabilen prvoligaš in v nekaj letih, če pa že letos tudi z ambicijami vsaj po polfinalu, če ne še kaj več. Mislim, da si Ljubljana to zasluži in vsi skupaj delamo na tem, da nam to uspe na dolgi rok. V redu, hvala. Mojca, eden prvih intervjujev verjetno. Jedro vaše ekipe je ostalo enako kot v minuli sezoni. Večinoma gre za mlade igralke, kot je povedal že Jože.
sicer tudi z izkušnjami v mladih reprezentancah, pa vendar bo nastop med najboljšimi slovenskimi ekipami za vas breme, ali boste stavili na sproščenost in nekako skušali mešati štrene najboljšim? Kakšne cilje ste si zastavili igralke v garderobi? Ja, igralke že nestrpno pričakujemo novo sezono. Zdi se mi, da bo nek preskok v prvo A sigurno, ampak smo se nekako dogovorili, da gremo sproščeno v sezono in seveda upamo, da bomo zmagali čim več tekem. Zdaj v pripravljalnem obdobju smo se še nekako igravali z novimi igralkami, ampak mislim, da bo super sezona, tako da bomo se borile iz tekme v tekmo. Hvala, Mojca. Se selimo k Ankaranu, kjer imamo na voljo pomočnika trenerja Sandija Lambinjana in igralko Saro Valenčič. Gospod Lambinjan, za nami je dolg tekmovalni premor, precej daljši, kot bi si ga vsi želeli. Nekako vsi z nestrpnostjo pričakujemo začetek sezone. Kako je vse skupaj vplivalo na vašo ekipo, na priprave in v bistvu tudi na zastavljene cilje za novo sezono? Ja, lep pozdrav vsem. Se slišimo? Vse. Okay. Ja, dolg premor je bil, kot za nas, kot za vas. Bomo videli, ko štartamo. Ker je po moje prehitro štartamo, sezona prehitro štarta, ne vem zakaj, ampak štarta. Pravim, punce so nove, imamo dosti novih ekip, Sara je še ostala z nami, pa še par punc, drugače so pa nove. Se bomo borili s Krimom, ali pa za prvo mesto, ali pa za zadnje. Borili se bomo do konca. Mogoče pojasnilo, v bistvu koledar je morala odbojkarska zveza prilagoditi zahtevi mednarodne zveze FIVB, po kateri morajo biti vsa prvenstva zaključena najkasneje do 18. aprila. Ker je trokrožni sistem in potem neposredno končnica in če želimo ohraniti nek normalen ritem tekem, pa da to ni prenatrpano, se je moral začetek za to zamakniti. Toliko za pojasnila. Imamo mi probleme, ker v bližini so Italijani, kjer začnejo komaj čez en mesec, dva. Oni so komaj štartali, mi pa gremo že v tekmo in ponimo starim partnerjem. Strih za to. Pa ste uspeli odigrati kakšne pripravljalne tekme, morda še to, kako ste se izkazali? Eno smo in še jutri bomo še eno in to je to. Tem pa napolno. Sara, kot je že rekel Sandi, veljate za eno od igralk z bogatimi izkušnjami, seveda tudi iz tujine. V Ankaranu je ekipa vedno kombinacija nekoliko starejših, pa tudi mlajših igralk. Do zdaj se je to obneslo. Bo tako tudi letos. V minuli sezoni ste sicer se borile nekje pri začelju lestvice, tudi zdaj bo verjetno tako, pa vendar česa si v prvenstvu želite? Ja, tako kot je že Sandi povedal, mislim, da smo letos ekipo zelo spremenili, dosti je novih punc, dosti jih je tudi šlo, ampak mislim, da bomo dosti pomagali tem novim puncam, da se bodo čim prej prilagodile sistemu dela in vsemu. Mislim, da imamo letos dobro ekipo, po mojem mnenju, oziroma kaj sem tukaj celo izmed boljših. Tako da moja osebna želja, tako kot mislim, da tudi želje kluba je definitivno obstanek v ligi, ampak vsi si želimo tudi neko stopničko več, sigurno neka sredina lestvice. Hvala lepa, Sara. Se selimo v Grosuplje k Matiji Slobodniku, novemu trenerju. Grosuplje se je lani kot novinec še spoznaval s prvoligaško konkurenco in tudi predvsem na začetku sezone pokazal rezultate dolgoročnega dela. V primerjavi z lansko sezono se moštvo ni pretirano spremenilo in predvidevam, da ste se tudi nove sezone lotili na enak način kot lanske, morda še z nekoliko višjimi cilji. Ja, v bistvu ja. Začeli smo z začetkom avgusta, odigrali do današnjega dne kar enih tekem. Tako da smo tole formo stopnjevali. S prvim krogom oziroma v prvih 3 krogih, ki so pač v enem tednu skupaj izbrani, bomo pa videli, kje smo. Jaz mislim, da lahko ponovimo, oziroma upam, da lahko ponovimo lanski začetek. Cilj smo si pa tudi postavili nekje neko sredino oziroma ponovitev lanskega uspeha, ki je bil v bistvu po prvi sezoni kar velik. V preteklih sezonah ste bili ves čas nekako z ekipo, zdaj ste postali glavni trener. Ste z novo vlogo kaj obremenjeni
ali je delo tako izteklo, kot ste si začrtali? Pa načeloma ne, namreč punce poznam že v bistvu, odkar sem v Grosupljem, sicer sem deloval lansko leto in leto prej v 3. in 2. ligi z mlajšimi, ampak punce poznam od prve do zadnje, tako da mislim, ni bilo nobenega zapleta in nič posebnega. Hvala. Klavdija Čoš, v ekipnem športu je zelo pomembna homogenost. V lanski sezoni ste gradili tudi na tem elementu, kar se je potem odražalo na igrišču. Ste mlada ekipa, se pravi tudi vaša ekipa je mlada, z veliko željo po dokazovanju. Kako se letos želite predstaviti svojim navijačem? Sicer smo ravno prejeli obvestilo, da bodo tekme Grosuplja zaradi odloka vaše občine za zdaj zaprte za gledalce, pa vendar možnosti preko live streama bodo in kaj želite pokazati? Ja, želimo pokazati vsaj toliko približno tako te igro, kot lansko leto, pa se mi zdi, da smo se tudi dobro pripravljali od začetka avgusta, odigrali nekaj tekem in ne vidim razloga, da nam ne bi šlo vsaj tako dobro v Karvani. Tega strahu začetništva ste se otresle, videli ste, imate za seboj ne sicer polne sezone, ampak kaj bo tisto, kar vas bo v bistvu lahko najbolj vleklo naprej, da se boste uprle najboljšim ekipam? Ja, želja še po večjem napredku, da bi lahko, mislim, smo pokazali, da znamo dobro igrati in mislim, da bomo tudi letos tako. V redu, hvala. Luka Koper, iz kluba so nam trenerja Dragana Grmača opravičili, je pa z nami kapetanka Dajana Smolnik, verjetno vam je še bolj znana pod priimkom Lukas, tudi na to se bomo zdaj navadili. Dajana, Primorska ima največ odbojkarskih prvoligašev v ženski konkurenci, kar 3, in za uvod v sezono vas v bistvu čaka derbi z Ankaranom, dajmo reči južno-primorski derbi. Nam lahko zaupate, kako ste se letos v bistvu lotili priprav? Kondicijski del smo videli, da je prevzela Jelena Pešič, nekdanja odbojkarica, ki je tudi nosila dres Luke Koper. Kaj pa vse ostalo? Na kaj letos stavite? Kakšni so cilji in v bistvu kako vam je kazalo na pripravljalnih tekmah? Ja, tako, sicer odigrali smo samo 2 prijateljski tekmi, tako je pač naneslo. Načeloma, ker so odšle kar pomembne igralke, bi jaz rekla, smo mogli malo pomešati celotno postavo ekipe, recimo na Korektorju imamo zdaj drugo igralko, sama bom igrala sprejemavko, ampak mislim, da se je išlo tako, da smo ugotovili, da smo se prav odločili. Mislim, da nam gre zelo dobro, sama se dobro ujamem z liberom na sprejemu, tako da jaz mislim, da smo bolje pripravljene, kot smo bile lani na začetku sezone, tako da nas v bistvu ni strah začetka sezone tako hitro, mi se tudi veselimo, da je v bistvu prva tekma že derbi, tako da ja, to je to v bistvu. Super. Zaenkrat več tudi ne potrebujemo. Hvala, Dajana. Pa naprej, Geni Voli, 2 nova obraza, trener Miodrag Stojakovič in kapetanka Ana Grbac. Poznamo se že kar nekaj časa, delovali ste na Hrvaškem, vodili najboljše klube, Slovenija pa je zdaj vaš nov izziv, prevzeli ste klub, ki ima ambicije, jih je imel že v preteklih 2 sezonah in jih ima tudi za naprej. Sprva je kazalo, da boste več stavili na mladost, zdaj so pri vas tudi igralke z bogatimi izkušnjami. Kakšno ekipo ste sestavili in kaj lahko pričakujemo od Geni Voilija v letošnji sezoni? Ovu sezonu smo ušli dosta podmlađeni, a možemo reći da smo u zadnji čas doveli 2 iskusne igračice da pomognu toj mladosti. Za ovu sezonu da se stabiliziramo kao klub i da radimo najviše sa mladima, da postavimo svoju bazu, a želja nam je da ostanemo u krugu 4 najbolje slovenske ekipe. Kako su potekale priprave? Dobro, krenuli smo dosta rano, 27.7. smo krenuli sa pripremama. Već sad po ovim izjavama kolega i igračica odigrali smo nešto više pripremne utakmice u odnosu na druge, ali znate, nama trenerima nikad dosta tih pripremnih utakmice.
Sad dobro funkcioniramo, ali kad počne liga ćemo vidjeti da li smo to dobro pripremili za ovu sezonu. Hvala. Zaenkrat ne bom prevajala, niti ne vem, če je to potrebno, boste pa mediji prejeli to izjavo v slovenščini pisano. Ana, za seboj imate vrsto let kariere v najmočnejših evropskih ligah. Zdaj ste izbrali Slovenijo, Geni Voli. Najprej morda, kaj vas je prepričalo? Šta vas je uvjerilo, da ste došli v Slovenijo in da ste izabrali Geni Voli? Čula sam da se, kao što je trener izjavio, da se radi na pomlatku, da se radi veoma mlada ekipa. Ja Mikija znam od malih nogu, tako reći praktički počeli smo zajedno trenirati, to jest ja kod njega. I rekao je da treba jedna, dvije igračice tako malo iskusnije da pomogne i eto, blizu mi je kući. Radi ove sve iste situacije sa koronom, eto, izabrala sam Sloveniju, to je Geni ko svoj novi klub i za sad je sve u redu. Hvala. Mogoče še to, ste že v preteklosti spremljali najboljše slovenske klube v zadnjih letih, predvsem Novo KBM in Calcit Voli. Če ste, kaj menite, kam lahko Gorica letos pride, kam lahko poseže? Pa, gledajte, mi ne, opet ću ponoviti da smo i veoma mlada ekipa. Ja ne volim tako prognozirati budućnost, ja volim ići utakmicu po utakmicu. Kažem, odigrali smo dosta ovih prijateljskih utakmica i mislim da smo im zadali malo problema, da neće biti lako s nama. Mi ćemo, kako sam rekla, prije utakmicu po utakmicu, pa ćemo vidjeti šta i kako stojimo. Tako da... Hvala zaenkrat. Šempeter, tudi tu smo brez trenerja, se je upravičil, imamo pa njegovega pomočnika, Simona Božiča. Vaš brat Beno je v bistvu trener z enim najdaljših stažev v prvoligašu oziroma v istem prvoligašu. Tudi vi pa ves čas spremljate dogajanje v klubu in razvoj ekipe. Kaj vam iz izkušnje iz minulih let kažejo tokrat, kakšno prvenstvo bomo letos lahko spremljali, kaj so pokazale pripravljalne tekme in kaj so prinesle vaše ukrepitve? Ja, lep pozdrav vsem. Jaz bi rekel tak, mi smo se na sezono začeli pripravljati verjetno najpozneje od vseh klubov 17. avgusta, tako da malo stavimo na svežino. Sestavili smo ekipo po imenih, jaz mislim, da zelo solidno. Zdaj, kaj bo to prineslo v tekmovalnem smislu, bomo videli, ko se bo začelo tekmovanje. Jaz mislim, da bo kar v redu. Nove igralke so se zelo dobro vklopile v našo sredino. Zdi se mi pa, da nekako naša največja vrednost je zelo solidno okostje domačih igralk, ki pa so tudi obenem še v 80% zelo mlade. Tako da, kar se tiče pripravljenosti na prvenstvo, jaz sem siguren, da bomo v tekmo prvo že šli zelo pripravljeni. Odigrali nismo pa še niti ene prijateljske tekme. Zdaj nekako imamo po igralnih mestih zelo izenačeno ekipo, prvič v vseh teh letih in v bistvu smo se nekako odločili, da lahko najboljše tekme odigramo kar med sabo. Zanimivo. Mojca Božič, kapetanka. Šempeter je lansko sezono zaključil na 3. mestu. Dekleta si uspeh verjetno želite ponoviti. Je morda dosegljiva tudi stopnička više oziroma kako resno se lahko vmešate v boj za lovorike? Slišali smo, pravega testa še nimate za sabo, kratke priprave, pa vendar, kaj lahko pričakujemo od vaše ekipe letos?
Ja, tako. Se pravi, naša ekipa je malenko spremenjena, jedro ostaja enako. Nekih trening tekem nismo odigrali, tako da se bo pravo razmerje moči pokazalo šele v teh prvih tekmah. Jaz verjamem, da lahko dobro funkcioniramo, verjamem, da lahko odigramo dobre tekme, ampak sem pristaš tega, da je to vse treba pokazati na igrišču. In upam, da bomo to pokazali. V lanskem letu in že tudi v preteklih letih se je pokazalo, da za našo ekipo ni lahkih tekem, torej vsako ekipo moramo vzeti zelo, zelo resno in odigrati na polno, na vso moč in tega smo držali tudi v tem letu. Verjamem, da lahko tudi v tem letu ponovimo uspeh iz preteklega leta, se pa zavedamo, da je to zelo, zelo težko dosegljivo, tako da nekako naš osnovni cilj je polfinale, od tam naprej pa upajmo na najboljše, oziroma se bo tudi tekom sezone pokazalo, kam spadamo, seveda si pa vsi želimo, da narediti mogoče kak korak naprej, predvsem v igri, pa seveda upamo, da bo tudi rezultatsko mogoče uspemo pripraviti kakšno presenečenje. Hvala, Mojca. Na vrsti je nova KBM Branik, trener Radovan Gačič, kapetanka Anita Sobočan. Gospod Gačič, jedro vaše ekipe večinoma ostaja enako, ste pa ostali brez podajalke, v Maribor pa po drugi strani pripeljali perspektivne odbojkarice, priprave so zdaj za vami, začenja se zares. Cilji nove KBM so vedno jasni, vedno želite vrh in lovorike. Kako je minilo pripravljalno obdobje pri vas in kako v tem trenutku vidite svojo ekipo? No, tako kot si že sama rekla, mi smo se odločili, da nadaljujemo nekje idejo iz preteklih let. Priključile so se nam 3 zelo mlade igralke, ena iz našega pogona podajalka Lina Winkler, in pa 2 igralki iz Formisa, Naja Šalamun in pa Taja Gradišnik, medtem ko iz Gorice je prišla Mirta Velikonja. Mi smo te priprave nekako delali v 2 delih. Prvi del bi nekako že izpostavil tisti maj, junij, julij, ko smo pač v maju zopet dobili dovoljenje za treniranje, smo oddelali nekje 10 tednov treninga do, mislim, da 9. ali 10. julija. Potem smo se pa zbrali 12. avgusta in pač zaenkrat poteka vse ok. Pričakujem, da bo skozi sezono veliko oscilacij v igri, tako pri nas samih, kot tudi pri nasprotnikih. Izredno težko bo, sploh če se bo slučajno zgodilo, da se bojo pojavljale nove prekinitve ali pa daljše predstavitve posameznih tekem, tako da mislim, da bo precej specifično z vidika ene vodenja ekipe. Predvsem pa si želim, da bi vse igralke v vseh ekipah ostale zdrave in da bi te zunanje vplivi imeli čim manj opraviti z samim tekmovanjem. Hvala. Anita, kljub mladosti ste že dolgo na slovenski prvoligaški sceni, zato vas lahko vprašam, kakšna bodo po vašem mnenju letos razmerja moči. V zadnjih letih, kot sem že enkrat dejala, se je govorilo predvsem o novi KBM in Calcitu, zdaj prihaja tudi Gorica, tu je Šempeter. Imamo spremenjen sistem tekmovanja, kaj lahko napoveste? Ja, da še ponovim vse moje predhodnike, tudi naša ekipa je zelo, zelo mlada. In glih ta mladost, mislim, da zaradi te mladosti težko napovem karkoli, ker lahko pričakujemo neka nihanja. Če govorim za naš klub, te punce se bodo mogle navaditi, profesionalno trenirati, igrati z nekim pritiskom in jaz težko kaj napovedujem. Treba bo videti prve tekme, vsekakor pa, kot ste rekli, naši cilji ostajajo enaki. Dolgo že ni bilo prave tekme, verjetno jo vse igralke željno pričakujete. Kakšni so zdaj tisti občutki? Vem, da ne marate, da sprašujemo po njih, pa vendar, kako bo iti spet na igrišče po vseh teh mesecih? Ja, mi smo imeli to srečo
kot je trener rekel, da smo lahko v bistvu celo poletje trenirali. Tako da po vseh teh mesecih treniranja bo vsekakor dobrodošla končno tudi prava tekma, sploh z vidika, da vidimo, kje smo, kaj treba še popraviti. In pa jaz predvsem upam, da bo sezona odpeljana do konca, da se bo lahko rezultati odigrali dosegli na igrišču. Hvala. In še Kalcit Voli z novim trenerjem Aljošo Jemcem in kapetanko Evo Pogačar. Gospod Jemec, v pogovorih vselej poudarjate, da je nehvaležno karkoli napovedovati, pa vendar se boste glede na spremembe v strokovnem kadru in v igralskem kadru težko otresli vloge prvih favoritov. Kaj so pokazale priprave in kakšen uvod v prvenstvo lahko napoveste? Začenjate že s kar resnimi tekmeci s Sipčem Petrom. Ja, kar se tiče vloge favoritov, bom rekel tako, da jaz mislim, da Kalcit, Maribor, tudi mogoče Gorica, Šempeter, to so pač klubi, ki glede na svoj renome nekako vedno vsako sezono ciljajo na najvišja mesta, tako da glede tega mislim, da letošnja sezona ne bo nič drugače. Na drugi strani pa pač moja filozofija je nekako ta, da v cilju nima smisla preveč razmišljati, da je bolj pomembno to, da se osredotočaš najprej na vsako tekmo posebej, potem predvsem na sebe, dejansko na to, da odigraš, da funkcionira ekipa na določenem nivoju in to pa ne glede na to prinese določen rezultat sigurno tekom cele sezone. Kaj pa same? Ja, kar. Kar se tiče do priprave, podobna situacija kot s ostalimi kolegi. V bistvu smo se soočali z neko situacijo, ko bom rekel od začetka marca ni bilo tekmovalnega pogona. Mi smo tudi podobno kot kolegi iz Maribora izkoristili šanso, pa naredili vse eno obdobje koncem maja, junija, ko smo lahko šli telovadnice, pa to naredili en kratek mini cikl, bom rekel. Ne glede na to smo se mogli pa v bistvu v koncu julija že relativno zgodaj začeti, saj glede na pretekle sezone. Najbolj podobno kot pri ostalih poudarek je bil na fizični pripravi, mi imamo tudi to srečo, da imamo 14 enakovrednih igralk, tako da smo lahko relativno kakovostno trenirali, se mi zdi, da smo v dobrem stanju. Je pa res podobno kot pri ostalih, malo nam manjka enega tekmovalnega ritma, tako da bojo še tekme pokazale, kje točno smo. Vedu, hvala. Eva, lansko sezono ste začeli v tujini, se potem vrnili nazaj v Kalcit, prišli do naslova, zdaj ga bo treba ubraniti, to vemo, da je težje. Kako ste v ekipi, imate močno ekipo, to se ve, ste se že uspeli uigrati, kakšna so pričakovanja vas deklet? In enako vprašanje kot tudi pri Aniti, kako težko že čakate tekme? Da se z večino igralkam že dolgo časa poznamo, ko je nazaj prišla. V bistvu jedro ostalo enako, tako da nismo imeli veliko problemov z uigravanjem. Isto je letos, še vedno se poznamo med sabo, čeprav smo imeli veliko premora, še vedno v bistvu vem, kakšno žogo Kira potrebuje, tako da lovimo se bolj samo z novimi igralkami. Glede tekem se pa že vse v bistvu veselimo, zaradi tega, ker tudi pripravljalnih nismo imeli veliko, ni bilo niti priložnosti, igrali smo dosti med sabo, to je pa v bistvu vse, kar smo imeli. Kaj bo po tvojem mnenju vaša največja moč? V ekipi imamo kar ene par izkušenih igralk, ki nam vsakodnevno pomagajo v bistvu z nasveti, kako z glavo pristopati v igrišče, tako da mislim, da je to kar naša velika prednost. V redu. Pa, ker smo ravno v uri zaključka, hvala vsem. Bi rada pa še dala besedo novinarjem, če ima kdo kakršnokoli vprašanje. Zdaj najlažje bi bilo, če spodaj v chat napišete, kdo bi ga imel in da vam potem lahko damo besedo. Gleda, smo izčrpali teme, tako da bi se jaz zahvalila vsem predstavnikom ženskih klubov za sodelovanje in za vse, kar ste povedali, in seveda vam v imenu Odbojkarske zveze Slovenije želim uspešen začetek sezone. Hvala. Hvala.
Čau. Dober dan. Dan. Dober dan. Dober dan. Dan. Živijo, živijo. Živijo, se slišimo. Vse. Odlično. Odlično, Gregi, odlično. Kako se va? Da mogoče še dokler se nabiramo, še vam povem, če imate možnost oziroma če tega še nimate, desno zgori kvadratku imate 3 pikice, ki jih kliknete in tam pritisnete rename in lahko napišete ime, priimek oziroma klub. Vas bom še predstavila sproti. Mikrofoni so načeloma ugasnjeni in potem jih Gregor sproti, ko sprašujem, prižiga. Novinarji so tukaj tudi prisotni. Konferenca se snema. Načeloma je za vsakega udeleženca predvideno po eno vprašanje, morda pri kom 2, če ni povezano, in to je zaenkrat vse. Gregor je že povedal in prisotnim novinarjem smo že predstavili novosti, torej z Data Projectom, spremljanjem prve lige, s TV prenosi, live streamom, novo grafično podobo in tako naprej. Seveda tudi nov sistem, 3-krožni, to ste že vse obveščeni, tako da tega ne bomo ponavljali. Jakl Cice je že uspel presesti, vidim. Tako da to je to, pa da ne bomo predolgi. Gregor, imaš ti še kaj ali lahko kar začnemo? Jaz mislim, da lahko kar začnemo. Jaz bi mogoče samo ponovil to, pač, tako kot sem že prej omenil pri dekletih, da smo vsi v neki novi realnosti, da bo v letošnji sezoni potrebno veliko nekega sodelovanja, strpnosti in pa komunikacije. Pač realno lahko pričakujemo, da se bodo dogajale določene stvari v povezavi s tem koronavirusom, da se bodo dogajale, ne vem, prestavitve tekem. Skratka, tukaj vas lepo naprošam vse, da pač razumete situacijo, verjamem, da jo, in da bomo nekako s temi skupnimi močmi, z dobro povezanostjo in pa nekako razumevanjem prebrodili letošnjo sezono. Tako da vsem ta trenutek želim seveda uspešen začetek in pa seveda tudi uspešen zaključek konec koncev, da jo pripeljemo tako, kot je potrebno. Hvala. Hvala. Bi še na tem mestu povedala, da z nami žal ni predstavnikov odbojkarskega kluba Hoče. Lahko povem, da bo ekipo tudi v letošnji sezoni vodil Jurij Čopi, je službeno odsoten. Niso nam žal mogli zagotoviti tudi nobenega od igralcev, je pa ekipa iz Hoč lani dokazala, da vztrajnost in trdno delo se obrestujeta in čeprav so bili Hočani že nekako v izgubljenem položaju, so na koncu vseeno ohranili prvoligaški status. Pa bi začeli kar s Krko. Z nami sta trener Tomislav Mišin in igralec Zlatko Pulko. Lep pozdrav obema. Gospod Mišin, vaša ekipa je glede na lansko sezono močno spremenjena. Odšli so nosilci igre Kosmina, Ožbolt, Drobnič in Kumer. Nazaj v Krko se je vrnil Koncilja, prišel je izkušeni Pulko, dodali ste mlade odbojkarje. Kaj bo v letošnji sezoni vaša prioriteta? Verjetno ste že začeli graditi tudi za prihodnost. Ja, lep pozdrav svima. Jaz v začetku se opravičujem za moj slovenski, bom poskušal. Redo, kar izvolite. Ja, imeli smo kakšne spremembe v ekipi, takšna je situacija, mi imamo stabilen budžet, ali to kar dobime, to je već zadnjih 3 leta kako sam ja v Krki, to je pa to. No, sigurno ja sam zadovoljen na koncu kako je to šlo. Veliki udarac nam je bio odlazak Martina Kosmine, ki je bio good spirit naše ekipe. Opet z druge strani je zelo pomembno za klub, da igralci grejo v tista 2 največja kluba v Sloveniji, Kamnik pa ACH, zdaj Kamnik. Tako da je to dobro za nas. Prišel nam je Zlatko Pulko, si ga znate, zelo izkušen. Tisto leto on bo igral na poziciji spremavca.
in kakšni mladi igralci so prišli, Mario Koncilja tudi, to je relativno lagano za mene, jer smo delali 1 leto, tako da ve sistem rada i vse. U koncu sam zadovoljen sa ekipom, sigurno da naš osnovni cilj je da se uvrstimo med 6 ekip v Sloveniji, što bude zelo teško. Mislim da tisto leto bo zelo kvalitetna moška odbojkarska liga. Tista prva 4 kluba, ACH, Kamnik, Maribor in Salonit imajo zelo dobre ekipe, pa tudi Hoče, Kranj, pa upam, pa Mis tudi, mislim pa Murska, da to bo zelo zanimljivo. Mislim da razlike med tim 8 klubov postoje. Ja bi to podijelio u 2 razreda, ne prva 4 pa druga 4. Sigurno da tisti iz prvog razreda ne bo lahko igrati niti v Novom mestu, niti v Murskoj, niti v Hočah, niti v Kranju. I mišljenja sam da je to zelo dobro za razvoj slovenske moške odbojke. Hvala. Morda še vprašanje, odigrali ste turnirja v Novem mestu in Kranju, še predtem tudi nekaj dodatnih tekem, kakšno Krko ste videli? Ja, mislim, sigurno je kao i svima bio problem tista organizacija tistih prijateljskih tekme, smo ponavadi tista 3 leta kak sam še u Krki, smo igrali dosta turnirja v tujini, no moram povedati da medsobna komunikacija trenerja je bila tak da smo vsi nekak naredili tiste prijateljske tekme. Zadovoljen sam, mislim da ekipa napreduje in tisti zadnji teden bomo iskoristili za taj final touch priprave, jer imamo takšen raspored. Po meni tiste 3 tekme, ki igramo zdaj, so zelo pomembne s tistim direktnim konkurentom. Redu, hvala lepa za enkrat. Kapetan Grega Erpič je zaradi službenih obveznosti odsoten, je pa, kot sem že dejala, z nami Zlatko Pulko. Zlatko, prihajate nazaj v Krko, odkoder ste pred leti odšli v tujino. Znani ste kot nepopustljiv borben odbojkar, ki vselej daje vse od sebe. Bo trdo delo recept vaše ekipe, ko boste skušali mešati štrene najboljšim? Najprej pozdravljeni. Ja, seveda, ekipa je sestavljena iz izkušenih, iz starejših igralcev in pa seveda mladih, ki na vsakem treningu kažejo svojo kvaliteto oziroma skok v kvaliteti. Je pa naš cilj seveda čim večji napredek mladih igralcev in pa to pač, da se ne bojimo nobenega nasprotnika in bomo tudi proti vsakemu nasprotniku šli na zmago. Kaj pa ste vi videli na pripravljalnih tekmah? Ja, na pripravljalnih tekmah pač se vidi, da so začeli zdaj igrati nekateri igralci, ki prej niso dobili dovolj priložnosti. Smo se malo lovili, ampak iz tedna v teden gre bolje in mislim, da bo že sam začetek sezone zelo dober. Hvala lepa za enkrat. Selimo se hiši na kolesih, trenerju Sašu Ropu in kapetanu Janku Bregantu. Gospod Rop, kar nekaj talentov je že zraslo v Kranju, podobno kot smo prej slišali za Krko, in potem, ko se nekako izpilijo, se preselijo v močnejše klube. Tudi po koncu lanske sezone je bilo tako in tudi letos imate posledično spremenjeno ekipo. Kako ste jo zgradili, da bo konkurenčna ostalim? Ja, dober dan tudi z moje strani. Ja, v Kranju smo že navajeni, v bistvu zdaj 7. sezono tu, da nekako delamo na 2-3 letnih ciklusih in po teh ciklusih nas zapusti potem tisti, bom rekel, vrh igralcev, ki so zanimivi za druge klube. Tako da letos štartamo sezono brez 5 igralcev iz prejšnje sezone. Dodali smo 5 novih mladih igralcev, nekaj iz naše odbojkarske šole, nekaj od drugod, predvsem so to študentje, ki pridejo v Ljubljano študirati. In v bistvu nadaljujemo našo pot z razvojem mladih igralcev,
z dodatkom igralca 2, letos smo dobili še nazaj Andreja Štembergerja iz Upana iz Calcita, tako da se je vrnil v domač klub. In enostavno, pri nas je edino načelo delo, da se učimo, da poskušamo fante vzgajati, mi trenerji kot tudi te izkušenejši igralci, in kaj iz tega ven nastane, je včasih težko napovedovati, ampak upajmo na najboljše. Morda še vprašanje, odigrali ste kar nekaj pripravljalnih tekem, se izkazali na Skrbinjekovem memorialu v Mariboru, verjetno ste s tem zadnjim večjim testom lahko zadovoljni? Ja, pripravljalno obdobje je, bom rekel, nemerodajno v rezultatskem smislu, pač določene stvari smo že pokazali na tem turnirju, ki ne bi potem bile odraz naše igre. Ni pa to nobeno vodilo, nobena pot. Enostavno, ko se začne liga, ko se začne tekmovanje, je zgodba druga. Različne ekipe različno tempirajo formo, bodisi z trenažnim procesom, z utežmi, z fitnessi, s kondicijo. Tako da so ekipe v zelo različnih stanjih, v različnih momentih pripravljalnega obdobja, tako da mi že od samega začetka nekako poslušamo čim več delati na naši igri. Fanti so na kondiciji ogromno delali čez poletje, tako da čaka nas še ogromno dela, so pa fante pridni, delovni, marljivi, tako da mislim, da ne bo nobenega problema. Hvala. Janko, za vas bi lahko rekli, da ste pravzaprav ena redkih stalnic kranjske ekipe. Imate seveda tudi največ izkušenj in lahko dobro ocenite, česa se lahko v prvenstvu nadejamo letos. Kakšno je po odigranih turnirjih in tekmah po vašem razmerje moči in kam sodi Hiša na kolesih Triglav? Lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj, kam sodimo, če bi želeli rangirati ekipe. In tako kot je že rekel trener od Krke, povedali, katere 4 ekipe so predvidoma najmočnejše. Potem pa imamo seveda željo, da se to vrsto postavimo tudi mi. Tudi presenetiti mogoče kakšno močnejših ekip, ampak prvi cilj nam je, kot je omenil Sašo, razvoj mladih igralcev. Nekateri igralci so nam ušli, popolnili najmočnejše naše klube. Tako da nam ne ostane nič drugega kot razvijati mlade igralce. Želim si pa to, kar se je pokazalo že v pripravljalnem obdobju, ogromno želje po dokazovanju in delu strani mladih igralcev. Mi upam, da bomo tem lahko pomagali. Ja, vam kot kaže, ne manjka motivacije vsa ta leta in še nadaljujete. Ste potem vi tisti, ki udarite po mizi, če je potrebno. Kakšno je to razmerje pa znotraj ekipe? Ja, lahko rečem, da sem jaz tisti, ki udari po mizi v garderobi, pa tudi na igrišču, če je potreben. Sem pa zdaj dobil tudi pomoč strani Andreja Štembergerja, tako da on mi bo v pomoči, že zdaj mi je trenutno samo za nasveti mladim igralcem, kasneje pa tudi na terenu se vrne. Hvala lepa za enkrat. Panvita Pomgrad s trenerjem Alešem Hribarjem in kapetanom Jakobom Rojnikom. Gospod Hribar, Panvita je standardni prvoligaš, na njeni klopi začenjate drugo sezono. Lani ste se veliko ubadali s poškodbami in tudi boleznimi, če se ne motim. Ko pa vam je igra v začetku leta oziroma tam februarja stekla, se je kmalu prekinila sezona. Vseeno ste postavili neke temelje, večkrat dokazali, da lahko igrate na visoki ravni. In kako letos ta nivo še nadgraditi? Ja, najprej lep pozdrav vsem. Res je, kot si rekla, mogoče lansko leto v samem štartu je bilo nekaj težav tako z poškodbami, kot pa tudi boleznijo in pa ne nazadnje, tudi jaz sem bil na novo z nekako svojimi principi dela in ja, po novem letu mislim, da nam je res, da so se nam določene stvari začele tudi na igrišču obračati na boljš, da smo v bistvu
dajali od sebe v tistem trenutku, kar smo lahko. In ja, zdaj je, bom rekel, tudi letos situacija taka, no, da bi probali nekako te temelje obdržati, neke zadeve še nadgraditi. Vemo, da je mogoče naša rak rana malenkost ta telesna višina posameznikov in bo mogli to majčkeno skriti, zakrpati in pa na drugih področjih biti boljši, da bomo praktično lahko konkurenčni vsaki ekipi v tej letos res, bom rekel temu, kar noro močni ligi. Kakšne odgovore pa ste vi dobili po, dajmo reči, zaključenih pripravah in po tekmah? S čim ste zadovoljni? Kaj je še poleg te višine? Tisto, na čemer boste morali delati? Ja, najbolj bomo mogli delati v tem trenutku neiskrenost na neki prodornosti v napadu vseh ostalih elementih, pa vsaj mislim, da zaenkrat kar lepo stojimo, dobro delamo in ja, tudi bom rekel v zdajšnjem času, glede na pripravljalno obdobje in predvsem pripravljalne tekme, katere je bilo težko dobiti, mislim, da bomo te zadeve mogli preko uradnih tekem odpravljati in upamo na najboljše, sem pa optimist, moram pohvaliti fante za tole pripravljalno obdobje, predvsem njihov angažma. Vsako zadevo je bil maksimalen, mogoče celo boljši kot prejšnjo leto in če gre soditi po tem elementu, se jaz letošnje sezone ne bojim. Hvala. Jakob Rojnik, kapetanski trak ste prevzeli od Gorazda Flisarja, ki se podaja v trenerske vode in kot pomočnik ostaja z ekipo. Slednja je precej pomlajena, cilj kluba smo slišali. Zagotovo igralci vaše zveste navijače v Murski Soboti, kjer imajo ljudje res radi šport, želite razveseliti s čim več zmagami in kot je dejal že Aleš na pripravljalnih tekmah, je bil zadovoljen, kakšen pa je vaš vtis? Ja, pozdravljeni vsi. Ja, tako sem rekel, tako ste rekli, no, kapetan sem, neka čast, neka odgovornost. Flisar me, če le rečemo, da imaš dobro naučil, dobro podučil. Tako da, ja, se ne bojim, sprejemam izziv. Ja, letošnja liga bo zelo močna. Mogoče se malo ne bi strenjal s tem prvim 4 in pa prvim 3, verjetno bo taka indijanska liga, vsak bo premagal vsakogar. Verjetno tudi ne bo lige, mislim, ekipe brez poraza ali brez zmage. Tako da, ja, glede pripravljenega obdobja treniramo dobro. Mogoče nam je to malo težava, kot je rekel Aleš, da neka višina ali neka moč ali neko žganje v tem smislu, ampak bomo podelali druge elemente in imamo veliko še rezerve, predvsem na bloku obrambi in pa nekako realizaciji lepih žog. In ja, kot sem rekel, se veselim lige in ko me čakam na soboto. Kako pa bo igrati, rekli ste, komaj čakate, dolg je bil premor. Spraševali smo tudi dekleta, kako željna so že tekem, verjetno je podobno pri vas. Tiste pripravljalne niso pravi odraz tistega, ko stopiš na igrišče in ko zaslišiš žvižg. Ja, seveda ne, to je, tako bi rekel, noč pa dan, ampak mislim, da imamo tako ekipo, da se ne boji igrati in da hoče res, tudi tako ste rekli, murskosoboškim ljubiteljem odbojke dati nekaj v zameno nazaj vsako soboto, pustite srce na igrišču in ja, se nekaj, vse se pokaže na terenu, beseda je bila prav veliko. Da. Hvala. Miloš Grilanc, direktor Salonita Anhovo. Na klopi Salonita imamo novo ime, seveda pa ne neznano kanalski oziroma goriški odbojki. Salonit je vedno blizu najboljšim. Slišali smo že iz večjih ust, kako močno prvenstvo lahko pričakujemo, kako ste vi sestavili kader v letošnji sezoni in kako letos ogroziti na papirju najmočnejše ekipe in se znova umeščati v boj za vrh. Ja, pozdravljeni tudi iz sončnega kanala. Mi smo res zamenjali dosedanja trenerja Igorja Šimunčiča z Radetem Dačovičem, ki je primorskim ljubiteljem odbojke znal še iz igralskih časov, ko je
branil barve takratnega Markjola. Mislim, da se je s fanti lepo ujel in vzpostavil eno tako pravo kemijo. Tako da zaenkrat nam tudi v prijateljskih tekmah je šlo kar v redu. Druga sprememba, ki bo v veliki meri vplivala na našo igro, je, da je naš dosedanji kapetan Dejan Čebrkapa prenehal z aktivnim igranjem odbojke, tako da smo mogli takoj iskati zamenjavo zanj in smo jo po mojem mnenju uspešno našli v srbskem spremavcu Marku Radosavljeviću. Novost je tudi mlad centralni bloker Veljko Boharov, ki prav tako prihaja iz Srbije in s katerim imamo dolgoročne načrte. Ekipo je zapustil tudi Žan Novljan in ostali nosilci igre ostajajo v ekipi, tako kot v lanski sezoni. Veliko pričakujemo od mladega korektorja Vrtovca. Uspeli smo zadržati tudi izkušenega spremavca hrvaškega reprezentanta Frana Peterlina in mislim, da eno naših močnejših orožij bosta tudi dva zelo primerljiva, oziroma zelo kakovostna igralca podajalca. Tako da mi z veseljem pričakujemo začetek prvenstva. Mi smo praktično zadnjo tekmo odigrali 11. marca v Kanalu proti Mariboru in nas že prav srbijo prsti. Kako pa je bilo na pripravljalnih tekmah? Ste spremljali ekipo? Jaz sem bil vedno prisoten tako na domačih pripravljalnih tekmah, kot na gostovanjih. Težko govorim, jaz trener nisem o nekem tehnično-taktičnem vidiku, videl sem pa nasmehe na obrazih in željo fantov, tako da s tem sem zadovoljen in se pravim, borbenost je bila na nivoju in to tudi čakam v tem pripravljalnem obdobju. Prvi krog gostujemo v vedno neugodni Murski Soboti, tako da za nas je zelo važno, oziroma kot za vse ekipe, da zmago pričnemo prvenstvo in potem korak po koraku do zastavljenih ciljev. Hvala. OK Merkur Maribor s trenerjem Sebastianom Škorcem in igralcem Rokom Možičem. Gospod Škorc, ukrepitve kažejo, da želite še bolj kot v preteklosti priti bližje vrhu, a močno so se ukrepile tudi druge ekipe. Nekaj težav ste imeli z dokumenti za prihod obeh tujcev. V najpomembnejšem času glede priprav se vam je poškodoval podajalec. Kako ste se uspeli kljub vsemu pripraviti na sezono? Ste že vsaj do neke mere uigrani? Lep pozdrav vsem. Ja, pripravljalno je za nami, tako kot z vsemi ekipami, in v soboto začnemo. Mi začnemo v ponedeljek pri ACH-ju, zaradi seveda športkluba. Zelo smo veseli v klubu, da smo zadržali ekipo od lani, da so vsi nosilci igre ostali, seveda na čelu z Rokom, da ostaja še eno sezono tukaj, zato smo tudi se odločili, da bomo probali ekipo še malo nivo dvigniti z prihodom ukrajinskega reprezentanta Kisiljuka in pa libijskega reprezentanta Ahmeda. Ja, res, tako kot vsi klubi, ki smo se ukvarjali z tujci, je bil letos problem, malo večji je bil še problem dobiti vize in tako naprej iz Libije, kajti tam je še vojna in to je trajalo kar dobra 2 meseca in pol. Tako da zadnje dneve nam je to uspelo in Ahmed se nam je priključil pred 3 tedni, kar pomeni še karantena in z nami na treningih je par dni, tako da nismo nič kaj konkretnega še mogli z njim narediti, sedaj se ukvarjamo, dejansko smo začeli od začetka včeraj, ker tudi Uroš se nam je včeraj priključil treningom, ampak ne glede na vse skupaj, trening tekme so nam nekaj pokazale, ampak dobili so šanso tudi igralci, ki v prvenstvu mogoče ne bo toliko priložnosti, da smo videli, kaj lahko na njih računamo. Ampak, tako kot sem že rekel, mi včeraj začenjamo nekaj novega, imamo teden dni časa, sedaj smo kompletni, ampak sami vemo v enem tednu, koliko bomo lahko kockice zložili, jih bomo in gremo iz tekme, da bomo iz dneva v dan boljši. To je to.
Hvala. Rok, lani je vašo ekipo odlikovala velika borbenost, vedno ste na igrišče prišli z visokim motivom in kot relativno mlada ekipa napadali najboljše. Zdaj se je vse skupaj, kot smo slišali, premaknilo na nivo višje. Tudi Maribor ni več ekipa, ki bi bila nekakšno presenečenje, imate drugačno vlogo v prvenstvu. Kako boste to doživljali igralci? Koliko boste še lahko stavili na to homogenost in uigranost in kakšen bo moral biti ta preskok, da boste lahko spet čisto pri vrhu? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Tako kot si rekla, Ana, v prejšnjih letih nas je krasila ta borbenost, tudi sedaj probamo to zadržati na treningih, borimo se za vsako točko, želimo si vedno zmagati in vse naredimo za to. Tako da to bomo probali pokazati tudi na igrišču. Malo se nam pozna, da smo komaj zdaj, bomo rekli, čisto kompletni, ampak smo dobro povezani, saj sta tudi tujca zelo dobra fanta in se imamo odlično tudi v garderobi, tako da v prihodnje nismo več neko presenečenje, mogli bomo prevzemati neko večjo odgovornost, smo tudi, bomo rekli, favoriti in tako da jaz mislim, da pa če bomo kazali igro, kot smo kazali na treningih, se nimamo česa zabati. Hvala, Rok. Kalcit Voli s trenerjem Gregorjem Jerončičem, kapetanom Mitjo Gasparinjem. Gospod Jerončič, ste zveneče ime na klopi, nekdanji odbojkar z izjemnimi izkušnjami in rezultati, tudi vaš trenerski stalež je vse daljši. Zveneče so tudi ukrepitve, ki jih je pod svoje okrilje letos vabil v Kalcit. Vemo, da na začetku sezone ne želite preveč govoriti o ciljih in napovedovati, pa vendar se je težko izogniti vprašanju, ali je tudi zdaj končno napočil čas za zlato v prvenstvu. Ja, glejte, itak, Kalcit vsa ta leta nastopuje ta vrh. V vseh teh letih so gradili ekipo, ki je želela nekaj več. Normalno tudi v letošnjem letu smo zgradili všečno ekipo, s katero pa je treba dan za dnem delati. Tako kot ste rekli prej, v bistvu o številkah meni matematika po eni strani ne ni všeč, nekaj napovedovati. Glavni cilj moj, pa mislim tudi fantov, je, da smo boljši, kot smo bili včeraj. Se pravi, da gradimo igro, delamo na sebi in se probamo izboljšati iz dneva v dan. Edino ena pot, pozitivna pot, se pravi, da napredujemo v vseh elementih igre, tako taktiki, kot fizično, ne smemo pozabiti tega, lahko posežemo v vrhu. Težko je spomniti se toliko vprašanj, da bi bila različna in vas bom vprašala še enkrat enako, torej kako pa ste se vi pripravljali, kako so minile vaše priprave in kako ste zadovoljni s tem, kar danes vidite na treningih in kar ste že gledali na pripravljalnih tekmah? Ja, s pripravami sem zelo zadovoljen. Že v samem začetku, v času te karantene, so fanti dobili programe in so jih pridno izvajali, tako da na te prve treninge smo prišli dokaj pripravljeni. V bistvu samih pripravljalnih tekem nismo odigrali veliko, tudi zaradi same situacije, ki vlada pač na svetu, koronavirus. Imamo, kot sem rekel že prej, zelo dobro ekipo, ne samo 6 igralcev, v bistvu tudi 2 ekipi, 13 igralcev, tako da na treningu se odvijajo zelo primerljive tekem podobne situacije, tako da priprave so bile uspešne. Hvala. Mitja, navadno se pogovarjava v okviru reprezentančnih akcij, zdaj pa vas imamo nazaj v Sloveniji v drugi vlogi kot nosilca igre v klubu, ki ima zares visoke ambicije. To vprašanje sem že zastavila, zagotovo bo tudi tvoje videnje še posebej zanimivo po teh dolgih pripravah in tekmah. Kaj lahko poveste o slovenskem prvenstvu, kar ste do zdaj videli, glede na to, da se vračate po toliko letih, kako močno bo to prvenstvo? Lep pozdrav. V bistvu nisem videl še vseh ekip, tako da tisto, kar sem videl pač pri vseh borbenost, željo po igri. Mislim, da tudi nismo to dokazali in dokazujemo pač skozi vsak trening. Sigurno je to nekaj, kar sem takoj opazil na teh
trening tekmah, kar smo jih imeli in v pripravljalnem. Kako pa ste vi videli to pripravljalno obdobje, kako vam je minilo po vsem tem času, pa tudi pri vseh teh letih si tudi vi verjetno želite tekem? Ja, pripravljalno obdobje je minilo, mislim, da zelo v redu. V ekipi je počutje, bi rekel, kar enkratno. Res se imamo fajn, oddelamo to, kar je pač za oddelati in tudi v prostem času se podružimo in smo nekako tudi to začeli graditi pač ekipni duh. Tako da je to minilo, moram reči, kar hitro. Vsi si želimo začetka, kateri je pač zdaj končno napočil. Jaz osebno si želim tudi, da pride do konca, da ne bo zaradi pač nastalih situacij kakšnih prekinitev oziroma daljših prekinitev, kot da se ponovi lansko leto. In to je v bistvu ta želja. Hvala, Mitja. In za konec še KCH Voli v Ljubljana, trenerju Matiji Plešku in kapetanu Gregorju Ropretu. Gospod Pleško, v branjenje naslova se podajate zopet spremenjeno ekipo. Slišali smo že v močnem prvenstvu, ki ga z veseljem pričakujemo. Cilji za vaš klub so vedno najvišji, to so lovorike, želite obe domači, če sedaj pustimo še dogajanje v evropskih pokalih ob strani. Dejali ste, da med igralci na vsakem treningu čutite hud boj in željo po dokazovanju. Boste to lahko zadržali skozi celo sezono in koliko priložnosti boste lahko namenili mladim, ki ste jih pripeljali v smislu razvoja ekipe za prihodnost? Pozdravljeni, ker obsežno vprašanje, pa bom probal biti kratek. ACH Vole v zadnjih 10 in več letih vedno bil v tej poziciji, ko je mogel braniti svoje, kar je pač dosegel v pretekli sezoni. Tudi mi smo v tej poziciji, ne bežimo od tega. Je pa res, da kar je bilo, je v tem trenutku za nas nepomembno, kaj smo dosegli in kaj nismo, začenjamo z nule, na vsaki tekmi se je potrebno dokazati. Ekipa je delno na novo sestavljena, določeni novi obrazi, nekaj mladcev, seveda slovenskih, kar me veseli. Imam pa željo, da bi mogoče na vprašanje, koliko bo igrali mladi, da bova imela z Rokom Saterjem, svojim pomočnikom, kaj vlogi pri tem, da nam ne bo zopet krojil, kdo bo igral in kdo ne bo igral zdravniški karton, tako kot pretekla leta, ampak tudi letos so se začele težave, tako da bomo videli, kako in kaj tekem je zadost. Mislim pa, da je vsakega mladega igralca, že vsak trening pri nas zadosten razlog, da je 100%, da se dokaže že na treningu. In tudi za vas bo uvod v sezono pomemben, že takoj na začetku kar naporen ritem, kako boste vstopili, vemo vsi, kako seveda želja po zmagi, ampak kaj je tisto, kar bi radi videli pri vaših igralcih? Tisto, česar nisem videl na pripravljalnih tekmah. Nam lahko zaupate, kaj to je? No, kar se tiče treningov in vneme na treningih, sem zadovoljen. Kar se tiče vseh teh pripravljalnih tekem, ki smo jih odigrali seveda v Sloveniji, kar drugače ni šlo, plani so bili drugačni, pa ne morem biti zadovoljen. Vemo, da, kot sem že omenil, da proti nam bojo praktično vsi igrali sproščeno in brez nekih zadržkov psiholoških in tu moramo biti mi močni, da bomo lahko zadržali tisto mesto, ki si ga želimo. Vemo pa, da imajo vsi svoje cilje in želje, torej še enkrat ponavljam, da potrebno bo biti res maksimalen. Na vsaki tekmi in seveda, če bomo tako odprli prvenstvo, bom to bolj zadovoljen. Hvala. Gregor, kot smo dejali že pri Miti Gasparini, ste eden od številnih reprezentantov, ki se za letošnjo sezono vrača v Slovensko ligo in ta bo, kot kaže, najmočnejša v zadnjih letih. Kaj ste vi opazili na treningih in tudi na teh pripravljalnih tekmah, ki ste jih uspeli odigrati?
kako ste zadovoljni z vsem po vseh teh sezonah v tujini? Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Tako kot so že vsi skupaj omenili, mislim, da res liga bo letos ena močnejših v zadnjih letih in vsi skupaj se že res veselimo prve uradne tekme. Moram reči, da vsaj jaz in verjamem, da večina ostalih igralcev ni navajenih na tako dolge premore in končno se začenja prvenstvo. Kot je že Mitja omenil, na pripravljalnih tekmah nismo pokazali vsega oziroma nismo pokazali veliko. Tako da bo takoj v ponedeljek že priložnost proti močni ekipi Maribora, da pokažemo, v kakšnem stanju smo in jaz se že veselim. Glede na vaše izkušnje v tujini, zdaj verjetno imamo možnost, da vsi skupaj poskrbimo, da se bo o odbojki še naprej govorilo in da se bo govorilo še več, kaj lahko igralci pripomorete, da bomo to vse skupaj dvignili še na nivo višje. Že s tem, ko ste se odločili za to potezo in se vrnili domov, ob vas še Toman, Klobučar, Štalekar in še kdo tudi pri dekletih, kaj lahko iztržim? Ja, jaz mislim, da igralci moramo predvsem govoriti na igrišču. To, da smo se vrnili, zaenkrat še ne pomeni kaj dosti. Svojo kvaliteto bomo mogli pokazati na igrišču in svoje izkušnje, ki smo jih pridobili v tujini, upam, da pokazati tudi v domačem prvenstvu. Poleg tega pa za nas še zelo pomembna Liga prvakov, kjer bomo mogli zastopati barve celotne Slovenije in jaz upam, da smo odrezali najboljše. Hvala, Gregor. Enako kot prej, če ima kateri od predstavnikov medijev vprašanje, prosim, če ga lahko zapiše v chat. Smo še malo počakali. Lahko pa še povem, da so bili klubi